Dober dan, lepo pozdravljeni. Moram reči, da se je v preteklih mesecih name osebno, pa tudi na Novo Slovenijo obrnilo kar nekaj ljudi, ki izhajajo iz družin, ki trdijo, da so jim v 80 letih ob rojstvu ukradli otroke. Kot se očitno zdi na podlagi predstavljenih dokazov, je šlo za organizirano kriminalno združbo v časih bivše Jugoslavije, ki je delovala tako v porodnišnicah, tudi z uradnimi oblastmi, tudi z obveščevalnimi službami, ki je sistematično vzpostavljala sistem, da so se otroci ob rojstvu ukradli. In sicer šlo je to predvsem za matere, ki so imele že več otrok. Ko je bil to tretji ali četrti otrok, se je to zgodilo, da je otrok nepojasnjene smrti umrl ob porodu. Skupno vsem tem materam je, da niso teh otrok nikoli videli v živo, nikoli ni bilo zelo natančno pojasnjeno, kaj se je zgodilo, samo teh otrok ni bilo. In ta stvar te seveda ne more pustiti ravnodušnega, ampak je treba stvarem priti do dna. Ni to zgolj samo slovenska specifika, ampak imamo podobne primere na področju celotne Jugoslavije. V nekaterih državah v bivši Jugi so že začeli z preiskovanjem teh zločinov, teh kriminalnih dejanj in jaz mislim, da je prišel čas, da se tega intenzivno lotimo tudi v Sloveniji. Mislim, da je bila tudi zelo zgovorna predstavnica teh ljudi na zadnji komisiji Državnega zbora za peticije, ker je bilo povedano marsikaj. V zadnjih mesecih so se pa stvari poslabševale pri tem združenju v smislu pridobivanja dokumentacije. Kar naenkrat so bile uradne institucije zdajšnje Republike Slovenije zelo zadržane pri dajanju teh dokumentacije, oziroma so jo dale na način, da je bilo zelo težko karkoli razbrati. Veliko stvari je bilo počrnjenih. Skratka, da pomagamo tem družinam, ki so se resnično znašli v stiski, ki želijo priti resnici do dna, smo se v Novi Sloveniji odločili, da prispevamo 8 naših podpisov za oblikovanje parlamentarne preiskovalne komisije, s katero bi predvsem pomagali pri pridobivanju dokumentacije, ki je še ostala v različnih institucijah v Republiki Sloveniji in predvsem tudi pri razčiščevanju te zgodbe. Se nam zdi, da to je tisto minimalno, kar lahko storimo in zato se je seveda poslanska skupina odločila, da te podpise prispeva. Naš poslanec Aleksander Reberšek je seveda pripravljen to komisijo tudi voditi, če bo soglasje tudi pri drugih poslanskih skupinah, ki bodo podpise prispevale. Ne pa povem, da pa ničesar ne pogojujemo. Zdi se nam pomembno, da pridemo v resnici do dna, tako da si želimo, da se ta preiskovalna komisija čim prej oblikuje in tudi začne s svojim delom. Jaz bi vas pa samo prosil za komentar včerajšnjih glasovanj. Zdaj 3 referendumi so pod streho. Nova Slovenija je pri enem glasovala za, pri enem obstruirala, pri enem pa bila proti, če se ne motim. Kako razumete torej zdaj, da so izglasovani, komentirate, da so izglasovani 3 referendumi in pa predvsem časovnica, kdaj po vaše ne se torej te referendumi izvede, prosim? Zdaj, ključna je sama časovnica. Vkolikor bodo te referendumi forsirani na dan evropskih volitev, potem je jasno, da vladni koaliciji ni mar za samo vsebino, ampak da bo prav to vsebino zlorabila za potrebe mobilizacije za evropske volitve. Nam se zdi to nesprejemljivo in nedopustno, ker te teme, ki so predlagane za evropske volitve, zlasti vprašanje evtanazije, je družbeno zelo občutljivo vprašanje, ki terja svoj čas, ki terja nenazadnje tudi poglobljeno razpravo, predvsem jo je pa nemogoče umeščati v čas neke volilne kampanje, ko se bomo vsi ukvarjali z evropskimi volitvami, da bomo usporedno s temi stvarmi tudi soodločali o tako pomembnem vprašanju, kot je evtanazija. Zato bo tu dalje zelo pomembno
kam in na kakšen način bo vladna koalicija forsirala časovno umestitev. Če bo ta časovna umestitev na silo pripravljena na način, da bodo to hkrati z evropskimi volitvami, potem bomo pač v Novi Sloveniji uporabili vsa parlamentarna sredstva, ki jih imamo, seveda to preprečimo, ker se nam zdi to nedopustno in nedostojno tudi do naših državljanov. Predvsem se nam pa zdi neenakopravna obravnava tudi ostalih referendumskih pobud, medtem ko so bile vse ostale referendumske pobude na hitro zavrnjene, se te koalicijske v nekem nesmiselnem časovnem roku tudi forsirajo. Še vedno v Novi Sloveniji ocenjujemo, da je najboljši primer super referendumski dan, ker bi namenili en dan, ker bi lahko v vseh teh vprašanjih v miru odločili in imeli tudi dovolj časa, da se slovenska javnost z vsemi temi moralnimi, etičnimi, če hoče na drugih področjih, tudi ekonomskimi dilemami seznani, sooči in potem v vseh teh vprašanjih tudi ustrezno odloči. Žal, Vrtačnik Pop TV, lahko še morda komentar. Včeraj so zelo ostre in težke besede strani SDS na račun vladne koalicije letele tudi v zvezi z ustanovitvijo preiskovalke, ki jo je predlagal oziroma zahteval Državni svet. Gospod Janša je omenjal celo kazensko odgovornost v primeru, če predsednika Državnega zbora oziroma Državni zbor ne bo sklical te preiskovalke, ali se po vašem ta postopek sklica vleče predolgo, ali tudi vi zaznate nekako bojkot Državnega zbora. Poslovnik Državnega zbora je jasen. Na zahtevo Državnega sveta je preiskovalko potrebno odrediti. Mi pričakujemo v Novi Sloveniji, da bo ta preiskovalka odrejena nemudoma. Vse ostalo bi pomenilo kršitve samega poslovnika in tudi parlamentarnih postopkov. V demokraciji imamo predvidene postopke zato, da je nek red, zaradi tega, da se v sistemu vnaša predvidljivost, predvsem pa, da za vse veljajo enaka pravila igre. V zadnjih dnevih, če hočete tednih, pa zelo pogosto opažamo, da se pravila igre prilagajajo glede na trenutno politično situacijo in potrebo, da se celo za isto materijo, za referendum enkrat uporabijo ena pravila, drugič pa druga. Seveda za demokracijo, za sam demokratičen proces tovrsten pristop ni dober, je slab in na nek način razkraja našo demokracijo. Lena Brudič, Televizija Slovenije. Ne zamerite mi, malo smo zamudili, če ste na to že odgovorili. Torej, jasno je, imeli bomo 2 posvetovalne referendume. Dan, ki si jih želeli izpeljati, je to že 9. junija ali kasneje. Kako in zakaj, oziroma kako boste glasovali na teh referendumih in pa kako boste pristopili v kampanji? Ponovno oprostite, če ste nekaj tega že odgovorili. Po naši oceni bi bilo najbolj racionalno, da imamo super referendumski dan v drugi polovici letošnjega leta. Z vidika stroškov in racionalnosti bi bilo to najbolj, da bi bilo hkrati tudi z že napovedanim referendumom glede jedrske elektrarne in na takšen način bi imeli dovolj časa, da vsem vprašanjem, vsem dilemam posvetimo dovolj časa in brez predvolilne histerije se fokusiramo zgolj in samo na ta vsebinska vprašanja. To bi bilo za neko zrelo demokracijo normalno, glede na to pa, da je že v drugi polovici napovedan referendum, bi bilo pa tudi ekonomsko racionalno. Kako boste na njih glasovali in kako boste pristopili v kampanji? Te vprašanje ste še ostali? Lejte, v zvezi z evtanazijo mislim, da ni potrebno posebej stvari poudarjati. Tukaj je stališče Nove Slovenije točno takšno, kot je stališče slovenske zdravstvene stroke. To je, da to odpira en kup vprašanj, ki so nerazrešena in tega seveda ne podpiramo. V zvezi z... V zvezi z volilnim sistemom smo imeli že kar nekaj različnih referendumov. Jaz mislim, da je težko biti proti temu, da si za uvedbo preferenčnega glasu, ker bodo imeli volivci odločilen glas na izvolitev poslancev. Kar se pa tiče marihuane, je pa naša ocena, da to ni najbolj bistveno vprašanje, ki v tem trenutku
se loteva Slovenije, predvsem je pa zdaj še nejasno, ali bomo zdaj uvajali zgolj medicinsko uporabo ali tudi rekreativno, skratka tukaj je še veliko neznank in ko bodo te stvari dokončno vse razčiščene, takrat bomo tudi mi naše stališče povedali. V preteklosti pa smo tudi že večkrat rekli, da za medicinsko uporabo nimamo težav. Mogoče znaš to, a pri marihuani je možen še kar postopek pred ustavnim sodiščem, recimo glede na to, da je vaša stranka včeraj usporavala, da je to deljenje referendumskega vprašanja iz 1 na 2? Seveda je možen. Pravim, tukaj so stvari še odprte in se bomo pogovarjali, kako bomo pri teh stvareh v nadaljevanju ukrepali. Zaradi tega bi rekel, da je ta referendum za mene še ne povsem gotov. Bomo videli, kaj bojo prinesli nadaljnji postopki. Še enkrat ne pa rečemo, da če je to edini problem, ki ga Republika Slovenija ima, potem seveda ne rečem, nimamo velikih problemov. Jaz mislim, da so druge stvari mnogo bolj problematične, ki se nas dotikajo, od tistih, ki smo jih mi predlagali, recimo kakšna bo naša prihodna energetska politika, kakšen bo naš zeleni prehod. Te stvari bodo v veliki meri vplivale na naše življenje, na kvaliteto našega življenja, ne nazadnje tudi o statusu in stanju naše slovenščine, ali bo to še uradni jezik, ali bomo zdaj šli v neko širino, ker bomo imeli uradnih jezikov več. Se mi zdi, da so vprašanja, ki so bila predlagana, po moje, za prihodnost in strateški razvoj Slovenije pomembnejša, kot je pa ta z marihuano. Še z vidika poslovnika me zanima, eden od očitkov včeraj ravno pri tem referendumu o konoplji je bil tudi to, da se je na istem odboru, se pravi odboru za zdravstvo pod 2 predsedujočima pač odločilo drugače, oziroma se je pri zadevi o prostovoljni pomoči pri končanju življenja ni bilo moč alarmirati, potem pri tem drugem vprašanju pa ja. A res pač poslovnik omogoča tolmačenje na taki zadevi vsakemu predsedujočemu in pač če da, na kak način, mislim, a ne bi bilo smiselno nekako to popraviti, če je to možno, da ne bi potem prihajalo do tega, kar smo včeraj gledali v državnem zboru, se pravi v obstrukciji sej in tako naprej. Pač ta tvoja se je zavlekla, kakšno vaše stališče. To je naša poanta, da morajo biti referendumska vprašanja jasna in nedvoumna, zato da ljudje vedo, o katerih stvareh odločajo. In na kar smo mi včeraj upozorili je, da tisto, kar je bilo predlagano, je bilo potem v končni instanci precej drugačno. Seveda bi vladna koalicija imela zelo elegantno možnost, da to stvar na čist legitimen in pa tudi pravno veljaven sistem popravi, s tem, da bi tisti predlog včeraj zavrnili, da bi vložili novega in problemov ne bi bilo. Pa kot sem rekel, vtis je, da si hiti zgolj in samo zaradi enega razloga, to pa je, ker želijo te referendume umestiti hkrati z evropskimi volitvami, ker je pa absolutno nesprejemljivo ravno zaradi vsebine, teže vsebine in same volilne kampanje, da se to počne. Tako da tukaj bodo še nadaljnji procesi pokazali, kako se bo stvar razpletla. Zdi pa se mi pomembno, da se stvari razčistijo. Včeraj je bil predlagan tudi sestanek posebne komisije za poslovnik, da bi zaprosili tudi mnenje zakonodajno-pravno službo, zato da bi to stvar nedvoumno razčistili, ampak so bili vsi ti predlogi zavrnjeni. Ampak z vidika poslovnika in pač samega dela državnega zbora se nam zdi, da je treba pač nekako popraviti poslovnik ali nekaj v tem smislu, da pač imamo, da ne prihaja do tega, da na enem odboru se odloči tako, na drugem se odloči tako, pa potem, ker mislim, da to strša, ne vse zmede, ki smo jo včeraj gledali. Se pravi, menite, da bi bilo treba v poslovnik jasneje določiti, ali se na kak način se lahko medmera, kdaj se lahko in tako naprej. Moj odgovor je da, ker standard, ki je bil včeraj vzpostavljen, pomeni, da mi lahko pripeljemo zakon o zaščiti živali, na koncu pa z amandmaji urejamo registracijo avtomobilov.
Če je to ok, jaz mislim, da ni. In zato so pravila in postopki, ki jih poslovnik in državni zbor predvideva, zaradi tega, da so pravni akti nedvoumni, jasni in tudi, da ni nobenih dvomov o legitimnosti sprejetja le-teh. Tako da vsekakor je tukaj potrebno zelo jasno tolmačenje. Če vidite, da sta dva predsednika celo iz iste koalicijske stranke zadevo tolmačila različno, potem seveda nekaj ni dobro in jo je potrebno popraviti.